Lepo pozdravljeni. Emona, Razvojni center za prehrano, je, kot je bilo že omenjeno, vodilni partner v projektu Pitanje govedi za prirejo govedine vrhunske kakovosti. Zdaj, če najprej opišem problem, iz katerega izhajamo. Na slovenskem tržišču na tržnih policah nimamo diferenciranih cen glede na kakovost posameznega kosa govedine. Medtem ko imajo v tujini bolje razvito tržišče mesa in meso višje kakovosti prodajajo tudi po višjih cenah znotraj uveljavljenih blagovnih znamk. Zdaj, kako smo se lotili problema? Kakovost mesa ni odvisna samo od enega dela tehnologije oziroma recimo od prehrane živali, ampak se začne že pri rojstvu živali, oskrbe teleta z kolostrumom, potem nadalje zdravstvenega stanja živali, prehrane živali, potem pridejo pred zakolom predklavni postopki, potem v klavnici klavni postopki in postklavni postopki. Zdaj, recimo, rejec pita bika 1 leto, pa je potem, če niso ustrezni postopki v klavnici oziroma če pride do stresa živali v predklavnem obdobju, je lahko vse predhodno delo zaman. Zato smo v projekt vključili veliko strokovnih partnerjev, in sicer vključena je Biotehnična fakulteta, oddelek za tehnologijo mesa, potem je tu oddelek za zootehniko, kjer sodelujejo strokovnjaki za prehrano živali, vključen je Kmetijski inštitut Slovenije, prav tako z področjem prehrane živali, potem pa je tu Kmetijsko-gozdarska zbornica, ki sodeluje kot vmesni člen pri posredovanju znanja in novosti od strokovnega dela partnerstva do neposrednih uporabnikov, se pravi do kmetov. Namen in cilji projekta: poskušali smo postaviti merila, kajti če postavimo blagovno znamko, morajo biti seveda točno določeni parametri in merila kakovosti, sicer prihaja do zlorab. Zdaj, kot merila smo postavili merila za barvo mesa, se pravi barvo teletine in barvo mlade pitane govedine, potem senzorika, tu zajemamo senzoriko svežih kosov mesa in toplotno obdelanih. V nadaljevanju smo se lotili potem tudi zorjenja mesa. Mogoče kot novost omenim, da pri nas v Sloveniji še nimamo zorjenja teletine. V tem projektu se na oddelku za tehnologijo mesa ukvarjajo tudi z tem problemom, in sicer zorili so teletino v različnih časovnih obdobjih, v času 7 in 14 dni, in ugotovili, da se je senzorika tako obdelanega mesa izboljšala. Če omenim dosedanje rezultate, v projektu je vključenih 7 rejcev, 3 rejci, ki pitajo mlado pitano goved, se pravi bikce mesnih pasem in križancev z mlečnimi pasmami, in pa 4 rejce, ki se ukvarjajo z pitanjem telet. Pri pitanju telet je na slovenskem tržišču ta problem, da mesarji ne priznavajo teletine starejše od živali, ki dosegajo živo maso 200 kilogramov. Se pravi, ko je žival enkrat ko je trup živali po zakolu težji kot 100 kilogramov, to ne priznavajo več kot teletino. Medtem ko v tujini pitajo teleta
do višjih tež, tudi tam do žive teže 280-300 kg. In kaj se zgodi? Ko tele prebrodi tista kritična obdobja v začetku, vse zdravstvene probleme, driske, pljučnico, ko začne enkrat, ko se navadi na krmo, ko začne priraščati, ga moramo pri 200 kg zaklati. S tem seveda kmet izgublja dodatno vrednost, ki bi jo lahko pridobil na tržišču. Zdaj, v prvi fazi, v prvi polovici projekta smo izvedli pitanja na vseh 7 farmah in na podlagi teh rezultatov bomo v drugem delu vpeljevali izboljšave tehnologije pitanja. Smo pa že v prvem delu večinoma dosegli zastavljene cilje, in sicer dnevni prirasti pri teletih so bili nad 1000 gramov dnevno, to se pravi povprečni dnevni prirasti, pri mladem pitanem govedu pa smo dosegli priraste nad 1200 gramov dnevno. Prav tako smo dosegli zastavljene cilje pri senzoriki mesa, to se pravi pri mehkobi in okusnosti, aromi mesa. Seveda je pa pred nami še cel kup vprašanj in problemov, ki jih je treba rešiti. Zdaj mi delamo pač projekt na nekih strokovnih osnovah in podlagah. Naslednja naloga, za moje pojme še težja, je pa potem to meso pozicionirati na slovenskem tržišču in vzpostaviti neko blagovno znamko, znotraj katere se bo to meso prodajalo. Ker kot sem v začetku povedal, zaenkrat na slovenskem tržišču nimamo diferenciranega cenovnega sistema in meso boljše kakovosti ne moremo prodati po višji teži. Prav tako se je lepo pokazalo zdaj znotraj tega projekta ob pojavu covida, ko so cene čez noč padle, cene za govejo meso. Tu se lepo vidi, kako je pravzaprav kmet prepuščen nekemu globalnemu tržišču, in ko cene na evropskem trgu zanihajo, se to čez noč odrazi tudi na našem tržišču. Zdaj, če pogledamo pri pitanju bikov, kmet porabi 1 leto nabave živali, rabi 1 leto, da jih spita, čez noč pa se mu podrejo načrtovane cene in potem enostavno lahko živali pita z izgubo. Tako da mislim, da tudi v to pogledno bi morali nekako znotraj naše države zagotoviti kmetom neko bolj dolgoročno stabilnost, vsaj znotraj nekega obdobja pitanja, se pravi 1 leta ali pa leta pa pol. Zdaj v EIP projektih združujemo kmete, svetovalce in potem raziskovalce. V našem primeru sem že omenil, da je KGZS svetovalni del našega konzorcija in do zdaj smo izvedli 2 usposabljanja za kmete in za dijake. Prvo je bilo na kmetiji Cvitkovič v Beli krajini, drugo na Centru za biotehniko in turizem v Grmu Novo mesto. Naslednje bo na kmetiji Kavčič blizu Logatca in vabim vse zainteresirane, da se udeležijo teh usposabljanj, ki bodo pa datumi teh usposabljanj bodo pa na naši spletni strani. Toliko bi smel okoli projekta. Hvala za pozornost in prosim za vprašanja.